Joj, koliko se mi včasih ne da umivati zob. Ta prekleti karies. Težave z zobmi so stare toliko kot človeštvo. Pračlovek, prazobna gniloba, moderni človek, sodobni karies. Ena in ista težava, ampak zelo pomembna razlika. Tisti del medicine, ki mu pravimo zobozdravstvo, je izoblikovalo dva poklica. To sta zobozdravnik in zobotehnik, ki se jo danes najbolj razveselimo, ko potrebujemo njihove storitve. S tem, da niti umivanje zob, niti obisk zobozdravnika nista sama po sebi pomembna. Vzroka za to sta čist različna. Pri neredni negi zob gre v glavnem za lenobo, medtem ko za neredni obisk zobarja je verjetno zraven še kakšen globlji razlog. Kljub temu, da za to v modernem času ni povsem nobenega razloga, je s tema dvema poklicama povezan relativno največji, najbolj razširjen in najbolj iracionalen strah pred bolečino, ki ima v temi ustne votline še posebej velike oči. Za ta poklic sem se odločila, ker je pač del družinske tradicije. Moj oče je bil pač zobotehnik in zato sem posledično tudi jaz se odločila za ta poklic. Zanimivo je pa predvsem, ker je veliko kreativnosti, veliko stika z pacienti in med umetnim nadomestkom pa naravnim moraš približati čim boljš, tako da se mi zdi to kot zanimivost najbolj bi to izpostavila. Predvsem je to timsko delo in je odvisno tudi veliko od njega, od njegovega dela. In če zobozdravniki niso natančni, potem imamo mi največje probleme pri projektu, ki ga delamo. Ali je to brušenje, ali je to katera druga zadeva. Se mi zdi tukaj največja kompleksno. Delovnik zobotehnika je povprečno 8 ur na dan, oziroma odvisno spet od zobozdravnika, ker je to timsko delo, je potrebno pač v poznejših urah izdelati tudi kakšen model oziroma se podrejati njihovim delovnikom. Tako da ni nujno, da delamo pač 8 ur, lahko tudi kdaj več ali manj, odvisno od rokov, ki mora biti to delo narejeno. Osnovna dejavnost izobraževalnega centra Interdent je izobraževanje oziroma organiziranje in pa izvajanje predavanj, tečajev in pa delavnic za zobotehnike, stomatološke sestre in pa stomatologe. Zdaj k nam prihajajo v bistvu po nekako zaključenih šolah, da se tu izpopolnijo oziroma spoznajo z nekimi novimi tehnologijami in pa tudi z materiali, ki delajo z njimi. Šolanje traja 4 leta. V prvem letniku se dijaki naučijo morfologijo, to pomeni obliko zob, spoznajo obliko vseh zob v zobnem loku, zgornjem in spodnjem. V drugem letniku imajo fiksno protetiko, tretji letnik totalna proteza in četrti letnik delna proteza ter tudi dela za paciente, kajti v sklopu šole imamo 2 zobni ambulanti. V prvem letniku mi sicer ni bilo najbolj zanimiva praksa, letos mi je pa zanimiv, ker brusimo, izlivamo, delali bomo letos mostičke. Praksa mi je najbolj zanimiva, saj veliko delamo, pa nam nikoli ni dolgčas. Najbolj všeč na tej šoli mi je to, da nimamo samo osnovnih predmetov, ampak da imamo tudi strokovne, kjer pač ni samo slovenščina, matematika in tako. Tekom šolanja dijak pridobi znanje iz fiksne in snemne protetike. Zna izdelati manjše mostičke, prevleke, solo porcelansko prevleko, totalno protezo in delno protezo.